Pozdravljeni! V zadnjih dveh nagradah sezone 2022 bomo spremljali tudi boj za drugo mesto med konstruktorji. A tokom sezone smo lahko v različnih virih zapazili, da so avtorji skušali usmeriti našo pozornost. Verjetno je marsikdo izmed nas, ljubiteljev Formule 1, med prebiranjem člankov naletel na določene stereotipe. In tu govorim o tistih stereotipih, ki se dotikajo kvalitete določenih bolidov. Verjetno onadva najbolj pogosta sta vezana na bolid skuderije Ferrari in na onega, ki so ga pripravili za letošnjo sezono pri tovarniški ekipi Mercedes. In vsaj na začetku sezone smo lahko v mnogih virih prebirali, kako je Ferrari F1 pomišljaj 75 tisti glavni favorit za osvojitev naslova svetovnega prvaka, seveda med vozniki kot tudi med konstruktorji. Po drugi strani Mercedes W13 naj bi bil popolnoma zgrešen projekt in priča smo lahko bili, po mnenju mnogih, najslabšemu bolidu, ki so ga do sedaj pripravili pri tovarniški ekipi Mercedes. Seveda ta stereotip so mnogi kaj hitro spremenili in časovno obdobje postavili samo na turbohibridno ero. In taka primerjava je izjemno enostavna, namreč v tem obdobju pri tovarniški ekipi Mercedes so osvojili vse naslove med konstruktorji, razen zadnjega, tistega v sezoni 2022. Torej je lahko določiti, da je prav letošnji bolid slabši od tistega, kar smo videli v prejšnjih sezonah. Če pogledamo, kaj se je zgodilo v sezonah 2010, 11 in 12, bomo kaj hitro ugotovili, da so bili takrat pri tovarniški ekipi Mercedes na 4. oziroma 5. mestu med konstruktorji, v sezoni 2013 so bili drugi. Letos zaenkrat držijo 3. mesto. A če pogledamo kompletne rezultate, ki jih imajo v sodobni Formuli 1, lahko z lahkoto trdimo, da pravzaprav je bil najboljši bolid te ekipe W7 iz sezone 2016. Torej, vsi ostali so bili mnogo slabši. A pustimo sedaj to pri strani. Meni osebno je zanimivo nekaj drugega. Namreč sedaj, dve veliki nagradi pred koncem sezone, bomo videli spopad na konstruktorski lestvici med največjim presenečenjem ter največjim razočaranjem po mnenju mnogih bistveno bolj izkušenih avtorjev. Kako je lahko do tega prišlo? Zanimivo je tudi nekaj. Pri skuderiji Ferrari so bili v letošnji sezoni sposobni osvojiti zmage in to večkrat. Pri Mercedesu tega še nismo videli in tudi dvomim, da bomo. Ampak vseeno 40 točk razlike, dve veliki nagradi pred koncem, se vsaj meni osebno zdi izjemno malo. A morda gre pri vsem tem vtisu, ki ga imamo mi navdušenci, pravzaprav za nekaj, kar so hoteli ustvariti določeni pisci, prav stereotipi. Toliko so posploševali, toliko so hoteli prikazati, da je Ferrari dober in Mercedes slab, da je na koncu, verjetno na presenečenje marsikoga izmed njih, bil najboljši Red Bull. In treba je omeniti, da ko se označi nek bolid za najslabši, se mora to gledati v perspektivi. Tudi če Mercedesu ne uspe osvojiti drugega mesta med konstruktorji in je njihov najslabši bolid pravzaprav W13, to pomeni, da njihova statistika je izjemno bogata, da imajo povprečno enega izmed najboljših bolidov v celotnem obdobju, kot so prisotni.
Namreč Mercedes dvojni V13 še zdaleč ni tako slab kot najslabši Ferrari v zadnjem obdobju. In govorimo o tistem znamenitem SF1000, ki je bil na progah svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2020. In sedaj, ko gledamo zadevo iz drugačne perspektive, se lahko začnemo spraševati, kaj je šlo tako narobe, da so se stereotipi raznih poznavalcev pokazali za tako lažne. Je res tu samo posledica posploševanja in slabega poznavanja, ali v resnici pri Mercedesu so naredili bistveno večji korak naprej kot pri skuderiji Ferrari? Težko je reči, ampak v sodobni Formuli 1 velja omejitev proračuna in tudi ure, ki jih imajo ekipe na razpolago v vetrovniku, so omejene. Mercedes je bil med konstruktorji svetovni prvak tudi v lanski sezoni in zato je imel vsaj v prvih 6 mesecih tudi manj možnosti razvoja tako v vetrovniku kot na simulacijah CFD. Pri Ferrariju so imeli seveda tu manjšo prednost. A vprašanje ostaja, zakaj sedaj na koncu sezone imamo praktično poravnane tako pri Ferrariju kot pri Mercedesu. In zakaj pri Ferrariju smo lahko videli toliko napak? Namreč po eni strani je razumljivo, da bolid, ki je tako hiter na kvalifikacijah, ki je dosegal zmage, bi moral imeti določeno prednost na konstruktorski lestvici, če ne bi bilo velikega števila odstopov. In videli smo prav pri skuderiji Ferrari mnogo napak voznikov, mnogo nesreč, mnogo tehničnih okvar, ampak tudi mnogo napak same ekipe. In tu bi lahko začeli razmišljati v naslednjo smer. Namreč pri Ferrariju so bili tako na meji sposobnosti svojega bolida, da so bili dobesedno prisiljeni tvegati. In to tako pri sami vožnji bolida, kot pri strategijah in vsem ostalem. To vodi neizbežno v situacijo, ki je tvegana. Sedaj, marsikdaj se lahko izide, ampak pogostokrat se ne. In rezultat, kot smo ga videli naprimer na bolidu Carlosa Sainza mlajšega, je odraz tega. Koliko let nismo videli takega požara pod pokrovom pogonskega sklopa. In sedaj lahko pridemo do tiste točke, ki je zanimiva. Zakaj so se mnogi avtorji dobesedno toliko zmotili na začetku sezone? Res, Ferrari je kazal odlično formo, Mercedes ogromne težave. A sam mislim, da tu smo naleteli na nekaj, kar v svet Formule 1 ne sodi. Mnogi avtorji so si, vsaj po mojem videnju, dobesedno želeli, da bi bil Ferrari konkurenčen, Mercedes pa slab. In ko so videli prve znake, da bi se lahko kaj takega uresničilo, so seveda zgodbo začeli malce napihovati. A težava je v tem, da bolj kot je sezona napredovala, bolj se je razlika manjšala in bilo je obdobje, ko je bil bolid tovarniške ekipe Mercedes boljši od tistega, kar so pokazali pri Ferrariju. In če pogledamo zgodbo malce v povprečju, bomo videli, da konkurenčnost enega in drugega bolida ni tako različna. Pri Ferrariju so seveda znali izkoristiti dane priložnosti, ko so bili pri Red Bullu v težavah. A zanimivo je še nekaj tretjega. Namreč po mnenju teh istih avtorjev Red Bull nikoli ni bil postavljen v vlogo favorita, še posebej ne po prvih 3 velikih nagradah. A tu so prezrli nekaj, kar je bilo po mojem videnju zopet bistveno. Namreč tehnične težave pri Red Bullu so res povzročile odstope,
predvsem Maxa Verstappena. Ampak po drugi strani te hibe niso bile tako bistvene. Šlo je za napake na perifernem sistemu, kar so lahko hitro in učinkovito odpravili. Sedaj, res izgubili so določeno število točk, ampak če smo iskreni, koliko časa so potrebovali, da so zaostanek nadoknadili. Pri Ferrariju enostavno niso znali držati ritma. Pri Mercedesu so pa verjetno marsikoga presenetili s tem, kako konstantno so zmanjševali zaostanek in kako blizu so prišli le 2 veliki nagradi pred koncem. Sedaj, sam verjamem, da na koncu v Abu Dhabiju bo na 2. mestu med konstruktorji Ferrari, ukolikor ne bomo videli kakšnih množičnih odstopov. A po drugi strani da se zgoditi, da jih bo Mercedes presenetil. A v vsakem primeru, ne pri Ferrariju, ne pri Mercedesu, ne bodo nekako upravičili tistih stereotipov, ki so jih postavili določeni strokovnjaki. Sedaj na nas, navdušencih je, ali takim frazam verjamemo ali ne. V sezoni 2022 smo lahko videli na tem primeru, da so mnogi dobesedno pretiravali. A na koncu, kot nam je dobro znano, štejejo le rezultati in malo manj tiste želje, ki jih imajo posamezniki. Za danes, kot običajno, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.